Pozdravljeni, danes sem zopet za vas pripravila napoved za vsa astrološka znamenja po vedski astrologiji Džotiš, tokrat za mesec september 2023. Ena zelo pomembna informacija, in to moram prvo povedati, je ta, da upoštevam sama sideralni netropski zodijak, kar pomeni, da upoštevam realno sliko neba, ker sem vedska astrologinja. Zdaj, ta napoved, ki jo jaz pripravim vsak mesec ali pa na 3 mesece, je narejena glede na vaš ascendent, luno, lahko pa pogledate tudi za sonce. Zdaj, če ne veste, v katerem znamenju imate ascendent, luno in sonce po vedski astrologiji, lahko to izveste tako, da greste na spodnji link, ki ga vsakič prilepim v opis. Ta link vas pripelje na spletno stran in tam lahko izpolnite tabelico z vašimi rojstnimi podatki in na ta način pridobite vse te informacije. In tako lahko potem spremljate torej vse moje mesečne napovedi za 3 mesece vnaprej, potem tudi napovedi za velike premike planetov in tudi druge napovedi, ki so narejene po vedski astrologiji. V jeseni bom pripravila tudi napoved za premik Rahuja in Ketuja. In tako to si lahko seveda boste potem tudi pogledali. Ampak seveda morate vedeti, kje imate sonce, kje imate luno in kaj ste v ascendentu glede na Džotiša, oziroma po Džotišu. Pozdravljeni, sem Uršula, sem vedska astrologinja, sem tudi tarot svetovalka, intuitivni coach. Pozdravljeni na mojem kanalu Oracle Luči Oracle of Light, Uršula Zakrajšek. Lepo vas vabim, da se na moj kanal naročite, da ga všečkate, zato da bo več ljudi videlo to napoved in tudi, da še naprej spremljate vse moje napovedi, tako po Džotišu kot tudi tarotu. No, lahko se tudi vpišete na moje novičke in to prek moje spletne strani oracleoflight.org in tako pridobite napoved, torej za vaše astrološko znamenje za celo leto in tudi prestop Saturna, ki se je zgodil v januarju. Torej to dobite avtomatično. Ta prestop Saturna je aktualen vse skozi, čeprav se je zgodil že januarja, ker pač Saturn se v nekem znamenju nahaja kar dolgo, približno 2,5 leta in zato je to vse skozi ta napoved aktualna. Kar se pa tiče glede napovedi za celo leto, torej mogoče pa to ni več tako aktualno, ampak mogoče pa koga vseeno tudi to zanima, Da boste mogoče videli, kaj sem vse napovedala in kaj se je vse uresničilo. Pa da potem vidite, če se me splača spremljati še naprej, Lahko pa tudi prostovoljno darujete za to stran, da bom imela možnost objavljati torej te moje prispevke še naprej. Pišete mi lahko na info@oracleluci.si, napišete, da bi radi darovali, se dogovorimo, seveda pa lahko se na ta naslov, torej info@oracleluci.si, tudi tega bom spodaj prilepila v opis, se lahko naročite tudi na Džotiš svetovanje ali pa na tarot svetovanje, na tarot svetovanje z vpogledom v auro, torej sama vidim tudi auro, in pa na kakšno drugo tudi na kakšno drugo mojo storitev, torej drugače sama sem tudi coachinja programa, ki sem ga sama ustvarila, to je programa samorealizacije in duhovne rasti, ki vas popelje od popolnega nezavedanja, torej ko ne veste, kako svet deluje, do popolnega zavedanja, torej ko se zavedate, kdo ste, kako delujete v svetu, kako drugi ljudje delujejo do vas in tudi lahko izstopite iz zgodbe, iz matrice, se sploh zavedate, da živimo v matrici. Torej to je pa ta moj program Oracle of Light, ki ga tudi najdete na moji spletni strani oracleoflight.org in tam dobite tudi več informacij, greste po mentorske programe in si tam lahko preberete, kaj ta moj program ponuja. No, zdaj pa kar začnimo z našo napovedjo, torej najprej bom povedala par splošnih stvari, potem se bom pa seveda dotaknila vsakega znamenja posebej. Torej, nekaj splošnih informacij, kaj se bo dogajalo v septembru 2023. Torej, Venera je še vedno retrogradna in je še vedno v Raku in je v ozvezdju Ašleša, kar je kar naporna postavitev. In to bo vse do 4.9. bo retrogradna, torej v ozvezdju Ašleša bo pa še kar nekaj časa in to vse do konca oktobra. In 4.9. se bo pa obrnila torej v direktno gibanje, to bo pa zdaj že na začetku septembra. V Raku se bo nahajala cel mesec, torej do oktobra. Drugače sem o Veneri pripravila cel video in če vas zanima, kako bo vplivala na vas, ker še vedno je njen vpliv močan, si lahko to pogledate, link je prilepljen spodaj v opisu. Je seveda se pa kmalu torej končuje ta njena retrogradnost, v ozvezdju Ašleša pa še vedno, tako da je še vedno aktualno, da si to napoved pogledate.
ker ozvezdje Šeša je zelo zanimivo. Včasih torej, zna biti zelo, zelo težko, to je težko ozvezdje. In zato se to seveda izraža tudi v naših odnosih. Tako da si to lahko pogledate. Torej, v tem mesecu je drugače večji poudarek na Merkurju, ta se bo v avgustu, to je 23.8. obrnil v retrogradno gibanje, to je jutri, torej danes snemam tole napoved, zato da mi ne bo jutri retrogradni Merkur zagodal. Sem rekla, moram čim prej to posnet, ker retrogradni Merkur zna biti zelo zoprn, torej kar se tiče snemanja posnetkov, torej če kaj snemate, glede govora zna biti zelo tak mučen včasih, no, vedno se nekaj zakomplicira, tako da sem rekla, moram to napoved posnet vnaprej, torej pred retrogradnim Merkurjem, zato da ne bom imela nekih težav. In do zdaj moram reči, da gre vse še gladko. Torej jutri, 23.8. se torej Merkur obrne v retrogradno gibanje, ker je zelo, zelo pomembna informacija in bo v levu. Retrograden bo vse do 15. septembra, približno pol meseca, v levu bo drugače ostal cel september. Torej, kot sem rekla, da je Merkur retrograden oziroma da bo od jutri naprej retrograden, je zelo pomembno, ker Merkur nam rad zagode pri različnih zadevah. Torej, poudarjam, kaj ni dobro delati v tem času. Ni dobro na novo delati stvari, na novo začeti posel, iti v službo na novo, podpisovati neke papirje, dokumente, se lotevati novih projektov, nalog, del, ker kaj se dogaja v času retrogradnega Merkurja, stvari se ne bojo, se ne iztečejo, kot bi pričakovali, se zavlečejo ali pa se končajo drugače, kot bi mi želeli. Jaz vam lahko povem iz izkušenj, da katerikoli projekt sem delala v času retrogradnega Merkurja, zelo zanimivo je, da nas retrogradni Merkur zelo potegne v nekaj, torej da zelo želimo nekaj narediti, ampak torej karkoli sem delala v času retrogradnega Merkurja, vedno se je izteklo drugače, kot sem pričakovala, vedno je bilo veliko zapletov, veliko nejasnosti, zmede, nerazumevanja. Lahko tudi konfliktov. In tale retrogradni Merkur je zelo močan in torej pazljivo res v tem času. Tako vam jaz svetujem, da ste pazljivi. Torej, ni tudi dobro potovati v tem času, ker vas tudi lahko čakajo nepredvidljivi zastoji, ker Merkur seveda vlada tudi potovanjem, kratkim, daljšim potovanjem, pazite pa seveda v komunikaciji, ker Merkur je tudi planet komunikacije govora. V govoru bi se lahko pojavljala nerazumevanja, nelogičnosti, težave, tudi konflikti, kot sem rekla, posebej, ker je tale Merkur retrograden povezan tudi z Marsom, bom potem še povedala. In bi lahko torej, ta retrogradni Merkur sprožil tudi jezo, konflikte. Torej, v tem času je možno, da nas ljudje ne razumejo in si stvari predstavljajo drugače kot mi in seveda potem lahko pride do konfliktov. Je pa seveda dobro v času Merkurjeve retrogradnosti pospravljati, urejati stvari za nazaj, dokončevati stvari, popravljati nekaj. Torej, če imate neko nalogo, delo, projekt, diplomsko nalogo, ne vem, nek seminar, karkoli in morate to popraviti za nazaj, to je pa dober čas za to. Torej, vračanje k starim projektom je v redu, vračanje v staro službo je tudi v redu in podobne stvari. Zdaj, ker se bo nahajal retrogradni Merkur v levu, se bomo zelo veliko ukvarjali z znanjem, z izobraževanjem. Seveda je zanimivo, da je zdaj čas popravnih izpitov. Tukaj se bomo tudi spraševali, ali smo uspešni, zakaj nismo uspešni, to velja za vse, torej ne samo za izobraževanje. Poleg tega še vedno se bomo ukvarjali s preteklimi ljubeznimi, ljubimci, skušali reševati zadeve na tem področju, predvsem skozi pogovore, torej posebej do 4. septembra, ampak torej, dokler je vedno retrogradna, pa tudi še kasneje. Torej, planeti vedno puščajo vpliv tudi še kasneje. Torej, če se neka situacija zgodi na nek datum, torej nek pojav, je to lahko vpliva še nadaljnjih, ne vem, en teden, en mesec, pri mrkih je to celo pol leta, tako da je še vedno tudi zakasneli vpliv. Tako da še vedno bo ta Venera malo še vplivala, še za naprej, posebej, ker je v Šleši. No,
Potem, kaj še? V ospredju bojo tudi naši otroci, če jih imamo, ali pa če si jih želimo, podsvetela bo naša ustvarjalnost, je pa to dober čas, torej v času retrogradnega Merkurja lahko dobimo zelo, zelo dobre in originalne ideje, zapišite si jih, saj bi kasneje lahko izvenele, poleg tega je pa dobro, torej, da si jih zapišete in kasneje boste verjetno nekaj pri teh idejah spremenili, ampak jih boste vseeno lahko tudi uporabili. Torej, ampak seveda, lahko pa izvenijo in jih pozabite, ko se Merkur obrne v direktno gibanje, ali pa se vam mogoče ne zdijo več tako zanimive, aktualne, to je tudi možno. Torej, Sonce bo v prvi polovici meseca v Levu, v Devico se bo premaknilo 17.9., kjer se bo družilo z Marsom. Mars je pa tukaj že od 18.8. v Devici. No in zato je seveda Mars povezan z Merkurjem, saj Merkur vlada Devici. In bo seveda ta vpliv Marsa na Merkurja izjemno velik. Ker torej Mars je v Devici že od 18. avgusta in zdaj, ko bo torej 23. avgusta Merkur retrograden, je seveda zelo, zelo povezan z temle Marsom. In to lahko sproži kakšne konflikte. Tako da pa v tem času pazljivo. Seveda, ko ne bo več retrogradnosti, bo pa se ustvarila ena lepa parivartana joga, bom to še povedala potem, bo pa lažje. Torej, Mars seveda bo tukaj ostal cel mesec v Devici, zdaj Mars v Devici prinaša željo po čiščenju, po organiziranju vsega in tudi precej na hitro, ker Mars želi hitro stvari urejati. Torej, urejanje življenja na splošno, odnosov, službe, pod tem vplivom bomo želeli čistiti vas nared, ki se je nabral v naših življenjih, mogoče vas bo potegnilo v čiščenje hiše, ker Mars v Devici želi imeti stvari urejene, ali boste pa neke druge stvari urejali, torej potegnilo vas bo v urejanje stvari. Torej, seveda za vsako znamenje posebej, tam, ker imate seveda tega Marsa v Devici, na tistem področju boste želeli stvari urediti, ampak na splošno je pa to, torej so odnosi, služba, življenje na splošno. In v času Merkurjeve retrogradnosti bo ta želja po organizaciji in čiščenju verjetno le lep namen, ker bomo to zelo, zelo težko izvajali pod vplivom retrogradnega Merkurja. Prevladal bo namreč kaos, težko bomo uresničevali te želje po organizaciji in čiščenju. Nekaj bomo že lahko, naprimer, če bomo čistili hišo, potem bo to šlo v redu, ali pa če bomo nekaj urejali za nazaj. Nekaj na novo organizirati bo pa precej težje, bo pa kar kaotično. In vas to moram tukaj opozarjati, da če je možno, to delajte potem, ko mine retrogradni Merkur. Torej, v nas bi to lahko sprožalo razdraženost, nemir, veliko ljudi bo v tem času tudi anksioznih in raztresenih. No, ker bo pa Merkur v Levu in Sonce v Devici, torej, ko se bo Sonce premaknilo v Devico 17.9., bo pa to ustvarilo lepo parivartano jogo in sreča bo, da Merkur v tem času ne bo več retrograden, se bo zmeda umaknila, ker 17.9. se torej Sonce premakne v Devico, Merkur pa že prej ne bo več retrograden, ker bo se njegova retrogradnost končala že 15.9. Tako da na to parivartano jogo, torej ta retrogradnost pa ne bo vplivala, zmeda se bo umaknila in boste seveda stvari precej lažje reševali. In to bo zato dober čas za reševanje kakršnihkoli težav, urejanje pravnih poslov, v njih boste končno uspešni, ovire, prepreke, problemi se bojo umaknili. Lahko, če boste do takrat dobro uredili in pospravili zadeve za nazaj, torej da boste izkoristili to energijo retrogradnega Merkurja, boste zelo uspešni kasneje. Potem to je tudi dober čas za sklenitev kakšnega kredita, če ga potrebujete. Potem lahko bo, zakaj? Ker boste potem ga z lahkoto tudi odplačali. To je potem tudi dober čas za sodelovanje z drugimi, z otroci, ljudi, ki so nam blizu, tudi sodelavci v službi. To je tudi odličen čas za delo, nove projekte, tudi za urejanje kakšnih zdravstvenih zadev, če jih morate rešiti. Za svoje zdravje boste lahko našli dobre alternativne rešitve, tudi lahko. In pa če imate kakšno idejo, bo to čas, da jo spravite v tek. Torej, druga polovica meseca septembra izjemna za uresničevanje ciljev, načrtov, za spravljanje idej v tek. Potem stvari pri delu, pravnih poslih bodo tekle lažje, hitreje,
V ljubezni boste uspešnejše reševali težave, če jih imate, in boste tudi bolj praktični pri reševanju težav, pripravljeni boste vložiti več truda, bomo vsi pripravljeni vložiti več truda in bomo tudi bolj uspešni kot prej. In ker bo poleg Sonca Mars, nam bo to tudi dalo potrebno energijo, da vse, kar smo si zadali, tudi dobro končamo in izvedemo. In končno bomo stvari do konca sčistili in organizirali, kot smo si zadali na začetku. Torej, drugače Mars v Devici, zna biti problematičen, ker vedno prinaša bolezni, torej te v jesenskih dneh po zimi ne bojo tako hude, ker bi jaz napovedala, da ta Parivartan yoga harmonizira energijo in jo umerja. In tudi, če se bo korona vrnila, verjetno ne bo tako težka bolezen, torej ne bo tako problematična, tudi gripa letos verjetno ne bo prehuda. In tudi to velja za vse druge bolezni, torej če bi se kakšne nove bolezni pojavile, se verjetno bojo, ampak ne bojo tako hude, tako da torej vas tle lahko pomirim. Potem Jupiter je še vedno v Ovnu, poleg sta Rahu in Uran, Uran je retrograden, Saturn je tudi v Vodnarju, tudi retrograden že od junija, Ketu v Tehnici, Pluton v Kozorogu tudi retrograden, v retrogradne gibanje pa bo v tem mesecu prišel tudi Jupiter in to že od 4. septembra. Potem Jupiter je bil, to da pa povem malo za nazaj, torej od 17.4. do 26.4. je bil v Gandanti. Gandanta pomeni utapljanje in iz vodnih rib je prehajal v ognjenega ovna in je bil na zadnjih stopinjah. In v ribah se še vedno nahaja Neptun, ki je trenutno tudi retrograden in zato so bile te poplave, ki smo jih imeli, ki sem jih že aprila napovedovala in so bile res hude in to se bo nažalost nadaljevalo še v jesen. Jaz upam, da ne bojo tako hude, kot so bile te, verjetno ne, ampak nadaljevale se pa bojo. O tem bom nekaj več v oktobrski napovedi povedala, zakaj se bo to še naprej nadaljevalo. Tako veliko retrogradnih planetov kaže tudi na to, da bomo v delovanju potisnjeni nazaj, nek občutek bomo imeli, kot da nas nekaj zavera ali občutek, da nekdo pritiska na zavoro in nas ustavlja. Ozirali se bomo v preteklost in morali bomo določene stvari popravljati za nazaj. Torej, veliko je retrogradnosti in zato bo to občutek, kot da stojimo na mestu, da nas nekaj potiska nazaj. Posebej naj tukaj opozorim ljudi, ki se ukvarjajo s komunikacijami ali v službi veliko govorijo, torej v času retrogradnega Merkurja je lahko tukaj precej zmede. Poštni uslužbenci, ljudje, ki se ukvarjajo z mediji, novinarji, prodajalci, menedžerji, bančniki, učitelji. Moram povedati, da šolsko leto se začenja z retrogradnim Merkurjem kot Venero in Saturnom, kar pa za učitelje ni najboljša novica, ker bodo v novem šolskem letu deležni zastojev, nesporazumov, zmede, nerazumevanja. Veliko se bo razpravljalo, govorilo, naredilo se bo bolj malo, ali se bo pa naredilo drugače, kot je bilo na začetku zastavljeno. Imeli bodo občutek, da jih nekdo stalno zavera. Težko se bodo pod vplivi teh energij skoncentrirali na svoje delo, se organizirali, nenehno jih bodo prekinjali, spreminjali zahteve, nič pa ne bo tako, kot so se dogovorili na začetku. Učitelje učitelje lahko presenetijo tudi nenadne, hitre spremembe, lahko glede vpisov, računalnikov, spletnih učilnic. Posebej bo veliko nejasnosti preko vlade, vodilnih v šolah, vseskozi bodo tam neke spremembe, jaz upam, da bojo pozitivne, čeprav se bojim, da ne bojo ravno, ker bo med učitelji veliko jeze, torej odnosi v šolah bojo tudi na preizkušnji. Poleg tega moram poudariti, da so vsi interpersonalni planeti, tako Neptun, Uran kot Pluton retrogradni trenutno, kar pomeni, da smo precej padli na realna tla, zastori so padli, maske so padle, stvari so se zdaj realno pokazale, posebej po teh poplavah. In stvari, ki se niso reševale prej, to je tudi v zvezi s poplavami, so prišle nam naproti in se zdaj morajo reševati. To velja tako ne samo glede poplav, tudi plazov, ki sem jih od pomladi že napovedovala, tudi požarov. Zdaj bodo morale vlade narediti in urediti določene zadeve, ki bi jih v preteklosti že zdavnaj morale, pa jih niso ali pa so bile pomanjkljivo narejene. Zdaj bojo seveda v to prisiljeni. Napake so zdaj vidne, so prišle na plano, se jih ne da več skriti. Upajmo, da se bomo vsi iz tega kaj naučili. Torej, že na začetku tega leta sem povedala, da bo vlada verjetno imela veliko idej, da bo napovedovala veliko novih stvari, ampak da bo drugače uresničila, kot je napovedovala, ali pa sploh ne. In to se je tudi dejansko zgodilo in se tudi dogaja.
da torej konkretnega delovanja in realizacije žal bolj malo. Veliko se bo še moralo spremeniti, pa to se pa seveda že dogaja. No, je pa danes, ko tole snemam, Venera v čudovitem kvadratu z Jupitrom in to zaradi njene retrogradnosti. Ta aspekt je bil že 11. junija, bo pa še 17. septembra. In to bo zelo pozitivno vplivalo na naše občutke. Bolj bomo samozavestni pri začetkih, pozitivno pa bo to vplivalo tudi na naša prepričanja in vrednote. Lahko v tem času dobite neko dobro idejo ali pa se vam nekaj posveti, torej za nek problem. Dobite neko rešitev v tem času ali pa torej rečemo v tem tednu, v naslednjem tednu, ker je potem ta vpliv še malo kasneje. No, 31.8. je polna luna v Vodnarju, ta prinaša precej stisnjenosti, občutke krivice, posebej v financah in tudi v odnosu do drugih prijateljev, znancev. Mlaj prazna luna bo 15.9. In to v Levu, prinesla bo možnost novih začetkov na ljubezenskem področju, pri izobraževanju, šolanju, pri kreativnih dejavnostih, porodijo se vam lahko nove ideje, ki imajo večjo možnost za uspeh, če želite naraščaj, tudi to dober čas za to. Veliko bomo razmišljali o tem, ali smo uspešni ali ne in kako bi uspeh lahko dosegli. Bo pa ta mlaj kar naporen, zaradi tega, ker je seveda 15.9. se tudi Merkur obrača iz retrogradnosti nazaj v direktno gibanje in takrat je naporen tiste 2-3 dni. Zato tudi zdaj, torej se bo jutri obrnil, torej današnji dan, jutrišnji in še potem, torej 3 dni, torej ko se pač ta Merkur obrača, to je naporno. Torej, pazite v komunikaciji, dvakrat stvari razložite, zato da se ne bojo pojavili kakšni problemi. In seveda, ko se spet obrača nazaj v direktno gibanje, je podobno. In zato bi znal biti tale mlaj zelo naporen, ker bo 15.9. tudi. No, potem pa 29.9., torej na koncu meseca septembra, pa polna luna v Ribah prinese željo po duhovni rasti, posvečeno samemu sebi, našemu notranjemu dobremu počutju. Ta luna je zelo globoka, razmišljajoča, zna biti tudi zelo romantična, tako da to je dober čas za kakšno večerjo v dvoje, za kakšen romantičen sprehod. Lahko pa prinese tudi težave s spancem, to pa ja. Torej, polna luna, tako in tako, kadar je polna luna, določeni ljudje ne morejo spati, imajo težave s spanjem. No, zdaj pa bom seveda povedala za vsako znamenje posebej za september, torej sledi napoved za vsa znamenja in gremo kar na prvo znamenje. Torej Oven, če ste v ascendentu Oven, torej v luni ali v soncu, torej imate luno ali sonce v Ovnu. Torej, kaj se bo vam dogajalo v mesecu septembru? Torej v tem mesecu se bodo vse stvari povezane z domom končno premaknile, torej če naprimer v domu niste česa dokončali, uredili, naredili, boste zdaj dokončno uspeli. To je naprimer, če imate kakšno renovacijo, lahko tudi potovanje domov, če naprimer iz nekje potujete domov ali pa kaj podobnega. To velja tudi za spremembe, ki bi jih želeli uvesti, naprimer v službi, tudi to boste zdaj lahko končno naredili. Začeli boste sprejemati bolj drzne odločitve glede financ in jih boste tudi sprejeli, tudi glede naložb, kreativnosti. Je pa res, da se boste v tej smeri tudi ozirali nazaj in razmišljali, če so bili vaši finančni načrti in akcije uspešni. To za vas ni čas mirovanja, ampak je za vas čas akcije. Vaše finance bodo cel mesec dobre, v prvi polovici pazite pri investicijah in ne pojdite v nove investicije, raje uredite stare. Torej na začetku meseca boste tudi imeli zelo dobre ideje, te lahko bolj ostanejo bolj kot ne neuresničljive, seveda, če ne boste šli v akcijo. Če boste šli pa v akcijo, boste pa te dobre ideje lahko uresničili in bojo tudi uspešne. Pazite v odnosu do otrok in v komunikaciji z njimi, lahko bi prišlo do kakšnega nerazumevanja, to se precej popravi v drugi polovici meseca. Za samske bo boljši čas za ljubezen tudi v drugi polovici meseca, v prvi polovici pa bi lahko srečali nekoga iz preteklosti
ali pa imeli z osebo, v katero ste zaljubljeni, nek nesporazum, tako da tukaj pazite. V drugi polovici meseca boste lažje reševali svoje probleme, pri delu vam bo šlo lažje od rok, dobro se boste organizirali, tudi boste želeli imeti vse urejeno, dobro organizirano, to vam bo tudi uspelo. Torej v drugi polovici meseca. To je tudi dober čas, če želite najeti kredit ali pa urediti kakšne druge pravne zadeve in boste tukaj precej uspešni. Tudi če želite izboljšati svoje zdravje, je to za vas kar dober čas, posebej druga polovica meseca. Vi in vaši načrti bodo še vedno v ospredju in pazite, da tukaj ne zanemarite svoje boljše polovice. Torej, pazite, ker partner bi vam lahko očital, da se posvečate samo sebi, samo svojim projektom, njega pa zanemarjate. In posebej to velja za poročene. Torej, za dijake in študente bo boljši čas druga polovica meseca, takrat boste uspešnejši, torej v prvi polovici se boste težko skoncentrirali, bolj težave, lahko kakšni konflikti. Drugače se pa morate, če ste pa zaposleni, torej v službi, paziti konfliktov. Drugače boste pa na splošno stvari v tem mesecu dobro reševali, to je kar v redu mesec za vas, torej želeli boste imeti stvari urejene, organizirane, ker seveda ovnu vlada Mars, Mars je v Devici in ta Mars torej bo želel imeti stvari urejene in boste torej zelo usmerjeni v urejene stvari. Zdaj, če želite analizo, Jyotish analizo, me lahko kontaktirate, link je pripet v opisu spodaj, torej lahko me kontaktirate na moj mail info@orakelci.si in se dogovorimo. No, pa smo pri bikih, torej če ste v ascendentu bik, če imate torej luno v biku ali sonce v biku, torej za vas bo to čas, ko se vam bo vrnil pogum, ki ste ga v prejšnjem mesecu nekako izgubili ali pa ga niste imeli, torej niste imeli poguma, da bi se postavili zase, zdaj pa boste to dobili nazaj, to bo za vas zelo pozitivno. Trenutno ste precej obkroženi z ljudmi, ki vam ne želijo dobro ali pa vam na nek način, bi rekla, na nek način se ne strinjajo z vami. In to se bo tudi nadaljevalo ta mesec in to velja tako za status, torej za domače bi lahko rekla, ali pa ljudi, ki so vam blizu, pa tudi službo, tudi v povezavi z znanci, lahko tudi brati s sestrami. Tako se vam bo ta mesec odkrilo, kdo vam je prijateljski, kdo ne, to boste precej začutili. Delali boste na sebi, na svojem notranjem zadovoljstvu, včasih boste pa imeli občutek, da se vam to zadovoljstvo umika. Pazite na nepredvidljive stroške v tem času, kupovali boste neke stvari za nazaj, lahko povezavi z otroki, lahko neki povezavi s tujino. Je pa to dober čas za duhovnost ali pa če bi želeli iti v službo, ki je povezana z zaprtimi ustanovami ali tujino, tukaj ste pa lahko uspešni. Drugače bi se vam v prvi polovici meseca lahko pojavljale težave z denarjem v povezavi z družino, poleg tega je pa zelo naglašeno, da bi lahko vaša mama imela težave z zdravjem. Glede mame vse dobro preverite, večkrat vprašajte glede nje, če ima kakšne težave z zdravjem, da ne bo kakšnih nepotrebnih nesporazumov. Mama bi pa lahko imela težave s kožo, lahko s prsmi, torej predel prsi. To se bo vse uredilo v drugi polovici meseca, takrat bo se zadeve reševali precej lažje, tako zadeve z mamo, kot tudi otroci, družino, lažje vam bo pa tudi v ljubezenskem življenju. Za samske je boljši čas za spoznavanje v drugi polovici meseca, boste srečnejši, samozavestnejši, prej pa ni tako dober čas, torej prva polovica za samske pa ni tako ugoden čas, tako da če lahko počakajte na drugo polovico. Tudi za poročene velja isto, v prvi polovici meseca bi se lahko soočali z nesporazumi, težavami v komunikaciji s partnerjem, v drugi polovici se bodo stvari bolj razjasnile, lažje vam bo. V službi boste uspešni, ampak boste morali veliko stvari urejati za nazaj. Prihodki bodo, torej glede tega ne rabite skrbeti, ampak bojo pa tudi stroški, torej glede tega bodite pazljivi. V drugi polovici meseca bi lahko šli v nakup avtomobila, nepremičnine, novega doma. Za dijake in študente bo boljši čas za učenje, druga polovica meseca, prej boste pa precej raztreseni, tako da pazljivo. Zdaj, če želite osebno analizo, Jyotish analizo, potem me lahko kontaktirate na info@orakelci.si, link pa je drugače pripet v opisu spodaj.
No, pa smo že pri dvojčkih. Torej, če ste v ascendentu dvojček ali imate luno ali sonce v dvojčkih, torej to je za vas zelo, zelo pomemben mesec, ker bo prvo polovico meseca torej vaš planet Merkur retrograden, v drugi je pa parivartana yoga, torej se bojo pa stvari izboljšale, zato se vam svetuje, da zadeve urejete, če je možno v drugi polovici meseca, v prvi polovici pa ste strpni in potrpežljivi. Drugače vam v prvi polovici meseca kaže, da vam bodo v družini stvari izboljšale, zadeve z otroci se bodo malo uredile, ljubezni boste srečnejši, lahko bi vas obiskal nekdo iz tujine, lahko brat, sestra, znanec, lahko nekdo, ki vam je všeč, torej samski lahko v tem času koga spoznate, lahko tujca. Glede financi boste sicer odahnili, dober prihodek vam kaže, če ste zaposleni v tujini ali če delate v povezavi s tujino. Potem na splošno vam v tem mesecu zelo dobro kaže glede financ, na poslu boste verjetno prejeli nek denar, ki vam pripada še iz preteklosti, boste pa v tem času drugače zelo usmerjeni v dom in boste tukaj želeli nekaj urediti ali pa organizirati. Lahko je tudi v povezavi z denarjem, to boste lažje reševali v drugi polovici meseca. V domu bi drugače, torej v prvi polovici meseca bili lahko kakšni nesporazumi, ampak verjetno se sploh ne boste zavedali, kaj to je, ne boste razumeli družinske člane vaše, ne vem, partnerja, ne boste sploh vedeli, zakaj gre. Mogoče boste kaj pozabili narediti, kar ste obljubili, torej nek nesporazum bo, ampak to bo v zvezi z denarjem in z partnerjem. In to se bo razjasnilo v drugi polovici meseca. Vam bo pa tudi manjkalo poguma, da zadeve razjasnite in boste verjetno molčali. Lahko se vam zato v domu zgodi kakšen konflikt v zvezi z denarjem, zato bodite kar pazljivi. Raje dvakrat vprašajte, kaj se dogaja, kot da molčite in čakate. Torej vprašajte partnerja, kaj se dogaja, če je kaj narobe, ker nek nesporazum vas čaka. V drugi polovici meseca se zadeve v komunikaciji precej popravijo, posebej tudi v odnosu do znancev, sosedov, tudi bratov in sester, boste imeli boljše odnose z njimi, drugače pa pazite v govoru. To je tudi čas poznavanja novih ljudi, skozi katere boste dobili veliko novih priložnosti, se vam bo pa precej skozi mesec spremenil tudi vrednostni sistem. Pa tudi verjetno se boste manj ukvarjali in družili z otroki, če jih imate. Drugače pa to zelo, zelo dober čas za ljudi, ki veliko pišejo, govorijo, če se ukvarjajo s socialnimi omrežji. To je torej za vas izjemno dober čas. Drugače pa nasplošno v tem mesecu pazite pri večjih odločitvah, posebej v prvi polovici meseca, je torej ta vaš planet Merkur, ki vam vlada, je retrograden. Tako da torej, pazite se nesporazumov, zmede, kakšni zastoji se vam lahko pojavijo, kasneje v drugi polovici boste pa to uspešnejše reševali. Torej, če želite osebno Jyotish analizo, me lahko kontaktirate na info@orakelc.si, drugače link bom tudi pripela spodaj v opis. No, potem smo pa tukaj že pri rakih. Torej, če ste v ascendentu rak, imate luno ali sonce v raku, torej za vas bo ta mesec malo lažji, kot je bil prejšnji, zdaj zadeve, ki ste jih želeli urediti v domu ali v povezavi z mamo, se bodo končno premaknile, tudi glede financi prijateljev vam bo precej lažje in tudi tu se bodo zadeve končno premaknile, tudi boste bolj mirni, vaši cilji se bodo končno uresničili, torej do zdaj ste se trudili, pa vam ni najbolj uspelo cilje uresničiti, zdaj pa je to čas, ko se bojo končno uresničili in končno boste imeli občutek, da greste v pravo smer. V poslu boste želeli stvari na novo organizirati, sčistiti, kar vam bo zelo dobro uspevalo šele v drugi polovici meseca, v prvi se še vedno pojavljajo zastoji in nesporazumi, tako da če je možno, se organizirajte in stvari delajte v drugi polovici meseca, kolikor je seveda možno. Nekatere stvari boste morali tukaj urejati za nazaj, to vam bo vzelo veliko volje, motivacije, energije in truda,
Paziti se boste tudi morali, da se boste držali rutine, urejali boste stvari sodelavci. Tukaj se pazite konfliktov zaradi nekih nedokončanih obveznosti. Tudi truditi se boste morali bolj kot ponavadi se dokazovati, to vam bo vzelo veliko energije. Zdaj v poslu se vam svetuje, da uporabite vse svoje znanje in veščine, da boste tudi bolj cenjeni. Vaš posel, torej posebej, če delate s socialnimi omrežji, marketingom, prodajo, pisanjem, bo cvetel v drugi polovici meseca. V prvi polovici so pa neke težave nakazane, ko boste imeli občutek, da niste cenjeni dovolj, ne glede na to, koliko truda vlagate v posel, tudi v družini boste imeli podoben občutek. In pojavile se vam bodo tudi neke težave z denarjem, tudi povezane z družino. Ukvarjali se boste tudi stroški, koliko zapravite, zakaj toliko zapravite. Težave se lahko pojavljajo tudi v komunikaciji z družino in z družinskimi člani. Tukaj bi lahko nastal neke vrste kaos, ko se ne boste razumeli z družinskimi člani. In tudi boste se spraševali, ali naj vlagate še vedno veliko energije v družino, koliko naj vlagate, koliko ne, in tudi kako naj z družinskimi člani sodelujete. Se vam bo zdelo, da vi preveč vlagate, oni premalo. Se pa bojo zadeve nekoliko popravile v drugi polovici meseca, tukaj se boste lažje organizirali, se tudi pogovorili z družinskimi člani, sprejeli pomembnejše odločitve in pazite v prvi polovici meseca. Torej ne delajte si sovražnike pri vaših družinskih članih. Drugače je to za vas še vedno čas sprememb, posebej v odnosih in če ste poročeni, še nekaj časa bo tako. Od partnerja boste zahtevali več odgovornosti, resnosti, če naj bi se vaša veza lahko znašla na resni preizkušnji. Samski lahko koga spoznate cel ta mesec. Za novo ljubezen pa je boljši čas v drugi polovici meseca, v prvi pa pričakujte težave in nejasnosti. Zdaj, če ste študent, dijak, torej vam bo lažje v drugi polovici meseca, v prvi polovici boste se težko organizirali, ne boste zbrani, sicer se boste trudili, ampak bo kar naporno. Isto velja tudi za študente, vam tudi zna biti precej težko in naporno v tem mesecu. Tako da poskušajte iti na kakšen sprehod, tek, da boste to energijo dali sebe ven, pa potem vam bo lažje, da se skoncentrirate. Če želite osebno analizo, potem me lahko kontaktirate na info@orakelc.si, link bom prilepila spodaj, torej v opis, in seveda se lahko dogovorimo za osebno analizo. No, zdaj smo pa že pri levih. Torej, če ste v ascendentu lev, ali imate luno ali sonce v levu, torej je ta mesec za vas zelo pomemben mesec, ker je vaš planet sonce bo v parivartani jogi v drugi polovici meseca. V tem primeru ste seveda vi vključeni, ker levo vlada sonce in ste vi lev. Zdaj, do zdaj ste lahko imeli neke težave pri potovanjih, lahko tudi povezavi s tujino, lahko tudi, da ste nekatere stvari končno pripeljali do konca in ste neke stvari zaključili, lahko, da ste tudi imeli neke nepredvidljive stroške, izgubili nekaj denarja ali imeli težave s spanjem. Zdaj se bo pa vse to umirilo. Zdaj, če boste v septembru potovali, če imate tak namen, bodo potovanja za vas lepša, ker se je energija tukaj sprostila in umirila. Ta potovanja bodo lahko povezana z delom ali pa mlajšimi brati, sestrami. Je pa to drugače za potovanje res dober čas, tako da potujte, če si želite. Boste pa morali biti v prvi polovici tega meseca bolj pazljivi glede denarja. Ne glede na vaše želje, da si prihodke in finance uredite, bo tukaj bolj kot ne vladala določena zmeda, kaos. Zmedeni boste glede denarja, lahko bi imeli še vedno nepredvidljive stroške, izgube, ki vas bodo presenetili, zato se vam tukaj res svetuje pazljivost. Torej, bodite pazljivi pri denarju, kaj kupujete, kam ga vlagate. Torej, druga polovica meseca boste pa bolj organizirani in boste končno glede financ lahko vse uredili tako, kot ste si zamislili. Imeli boste tudi boljše prihodke, premoženje se vam postopoma veča.
Tudi komunikacija se vam bo izboljšala, isto velja za vašo družino, v prvi polovici meseca zmeda v komunikaciji, kar bo seveda lahko tudi povezano z denarjem, lahko pa tudi z vašim drugačnim vrednostnim sistemom, kot ste ga imeli prej. V drugi polovici pa je precejšnje izboljšanje stanje nakazano, tako da ne skrbite, torej, kar je možno, preložite na drugo polovico. Če ste dijak ali študent, vas v tem mesecu čakajo dolgovi za nazaj, ob tem bo kar težko, morali boste sprejeti več odgovornosti, kot ste do sedaj, isto pa boste zahtevali tudi od partnerja, posebej, če ste poročeni, torej več discipline, vztrajnosti, partner bo moral pokazati več odgovornosti do vas, zato vam v tem času, torej glede tega verjetno ne bo lahko. V odnosih boste drugačni, druge stvari vam bodo pomembne kot prej, partner bi lahko to čutil kot pritisk. Tudi na novo zaljubljeni boste malo oklevali in začeli v odnosu bolj paziti, ter se boste precej ozirali na to, kaj vam je v nekem odnosu pomembno. Malo se boste spremenili. Lahko bi se zaljubili v tujca, pazite tudi v odnosu do očeta, tudi učiteljev, je pa nakazan umik od mlajših bratov, sester, znancev, hobijev. Na splošno v tem obdobju ne boste preveč praktični, boste delovali bolj filozofsko, zelo pomembno vam bo, kaj vi mislite, kaj vi čutite, tako da tukaj bi lahko tudi prišli v kakšne konflikte z drugimi, tako da pazite, torej bodite tolerantni do drugih, a ne? No, torej, če želite osebno Jyotish analizo, me lahko kontaktirate na info@orakelluci.si, torej na moj mail. Bom pa tudi seveda prilepila torej, moj naslov spodaj, a ne? Kjer tudi seveda prilepim tudi mojo spletno stran in pa seveda tudi mail. No, zdaj smo pa že pri devicah, torej, če ste v ascendentu devica ali imate torej, luno ali sonce v devici, je tudi za vas to precej pomemben mesec, ker vaš planet Merkur, torej devica vlada Merkur, je v prvi polovici meseca retrograden, v drugi je po parivartani jogi. Zato se vam svetuje, da če je možno, kakšne večje stvari preložite na drugo polovico meseca in tudi urejete v drugi polovici meseca. V prvi polovici meseca pa bodite strpni in potrpežljivi. Do zdaj ste predvsem bili usmerjeni v finance, ste jih urejali, tudi prijateljstvo za nazaj, bili ste tudi bolj zadržani do ljudi, prijateljev, zdaj se bodo te energije malo umirile, boste bolj odprti, privlačnejši, začutili boste, da vas drugi bolj sprejemajo, to velja tudi za starejše brate in sestre, če jih imate, potem cilji se vam bodo hitreje uresničili. Pri financah bo ta mesec še vedno precej nepredvidljivo, imeli boste sicer dobre prihodke, pazite se po kakšnih nelegalnih poslov ali pa nelegalnega služenja denarja. Drugače se boste skušali dobro organizirati, izčistiti, počistiti vse negativnosti, a vam to v prvi polovici meseca ne bo tako dobro uspevalo, čeprav boste dali v to veliko energije. V drugi polovici meseca vam bo lažje, boste se lažje organizirali, tako da če je možno, počakajte raje na drugo polovico. V tem mesecu vas čakajo nepredvidljive spremembe v partnerstvih, ne le pri financah. V odnosih boste v tem mesecu realni, tudi vaš partner, če ste poročeni, glede njega ali v povezavi z domom, mamo, bi lahko tudi urejali kakšno vprašanje dediščine, pravnih poslov, pogodb. Lahko bi bilo to vezano tudi na vaša poslovna partnerstva, ko boste morali neke stvari urejati za nazaj. Zdaj možno je, da boste morali vrniti nek denar ali pa kaj podobnega. Pazite se, ker boste zelo ukazovalni v tem času. Pazite, da ne boste preveč sitni v svojih zahtevah, da ne boste preveč zahtevni. Če boste potovali v tem mesecu, vas v prvi polovici čakajo zastoji, nepredvidljivi zapleti. V drugi polovici pa se bodo energije malo sprostile, to bo odličen čas za potovanja, tako da se vam svetuje, da raje potujete od 15.9. naprej. Takrat boste tudi bolj sodelovali s tujino ali s tujci, prej bodo pa precejšnji zapleti. Tudi boljše boste spali, duhovna praksa bo lažja, če se boste lotili. Vse vam bo torej gladko steklo v drugi polovici tega meseca, v prvi pa pričakujte nepričakovano. Torej, dijaki boste morali neke stvari urejati za nazaj in vam bo vse skozi težko, torej težko se boste zorganizirali,
težje se boste učili, boste morali veliko truda vložiti v delo, veliko discipline, to vam kaže vse do novembra. Lažje bo pa študentom, za njih se pa že na začetku meseca se energije sproščajo in vam bo precej lažje. Torej za študente bo pa to boljši čas. Zdaj, če želite osebno analizo, me lahko kontaktirate, torej na info@orakelc.si, vse linke bom prilepila spodaj, tudi za spletno stran in tudi bom seveda prilepila tale moj mail naslov, torej info@orakelc.si, me lahko torej na ta mail kontaktirate. No, zdaj smo pa že pri tehnicah. Če ste torej v ascendentu tehnica, imate luno ali sonce v tehnici, torej za vas bo pa ta mesec lažji na področju posla in službe predvsem. Tukaj ste do zdaj doživljali neke zastoje, probleme, težave, to se bo zdaj umaknilo in vam bo precej lažje. Na poslu boste bolj suvereni, odločni, tudi bolj prepoznani. Tudi zaslužili boste več, je pa res, da pa morate biti v partnerstvih bolj pazljivi, torej to velja tako osebna kot poslovna, posebej pri podpisovanju kakšnih pogodb, torej to velja za poslovna partnerstva, pri dogovarjanju morate biti pazljivi, to pa velja tudi za vse poslovne strategije, prijeme in podobno, torej nove prijeme, marketinške strategije pa kaj podobnega. Čeprav boste pri uvajanju sprememb uspešni, se vam bodo tu stvari končno premaknile, se pa v partnerstvih lahko pojavijo določene težave. Isto velja, če ste poročeni, pazite v odnosu do partnerja, z njim boste morali nekatere stvari urediti za nazaj, če boste želeli nek uspešen partnerski odnos. Partner bo usmerjen vase, v svoje želje, vas bi znal še vedno zanemarjati, to je že nekaj časa traja. Znal bi biti tudi preveč posesiven, zahteven. Od partnerja se boste učili, pazite, da se v odnosih pravilno odločate. Je pa to v času partnerstva zdaj majčken lažji čas, kot je bil prej. Vseeno je malo olajšanja, glede na to, kaj ste imeli v preteklosti. Torej, od partnerja se boste učili, pazite in da se v odnosih pravilno odločate. Če ste samski, se lahko v vaše življenje vrne nekdo iz preteklosti, do te osebe boste bolj zadržani in previdni, tudi on bi bil lahko tak. Drugače pa pazite na splošno pri znancih, prijateljih, posebej pa pri denarju. Torej, v prvi polovici meseca boste želeli dobro organizirati svoje izdatke, zmanjšati stroške, to vam bo bolj težje uspevalo, lahko bi tukaj zašli v zmedo. Precej lažje vam bo v drugi polovici meseca, ko boste pa to zelo dobro reševali, tako prihodke kot izdatke, cilje boste lažje uresničevali. Zelo dobro lahko zaslužite preko socialnih omrežij in tujine, tukaj boste kar uspešni. To je tudi dober čas za potovanja, predvsej bolj kot prva polovica, ker v prvi polovici se lahko na potovanjih pojavijo zastoji, kasneje bo pa zato predvsej boljši čas. Če ste študent in dijak, bo cel mesec za vaš čas, da poravnate svoje obveznosti za nazaj. Študentom bo težje v prvi polovici, ker bi tukaj lahko prišlo do nesporazumov, zmede, nejasnosti in se boste seveda morali potrpežljivo s tem soočiti. Tudi glede zdravja boste verjetno še urejali neke zakasnele obveznosti, zdaj temu pač ne boste morali uiti, tako da se boste morali s tem soočiti. No, če želite osebno Jyotish analizo, me lahko kontaktirate na info@orakelc.si, torej bom spodaj prilepila v opis ta mail in seveda me lahko kontaktirate in se dogovorimo. No, zdaj smo pa že pri škorpionih. Torej, če ste v ascendentu škorpion ali imate luno ali sonce v škorpionu, torej tudi za vas je ta mesec kar pomemben, ker je seveda prvo polovico meseca je Merkur retrograden, Merkur je pa v Devici in seveda, torej Merkur je retrograden, Mars je pa v Devici, sem se zmotila, sem rekla Merkur, torej Mars je v Devici in Mars torej vlada vam, ki ste škorpioni. In ker je Mars v Devici, Devici vlada Merkur, je seveda ta energija zelo z vami tudi povezana, ne? Torej, za vas bo drugače ta mesec,
Torej, predvsej boljša situacija, kot je bila prejšnji mesec, bo to za vas, ker boste šli na boljše, torej zgodil se bo premik na boljše. Ampak neke usodne zadeve, ki so vas bremenile, potiskale nazaj, torej te stvari se bodo zdaj spremenile na bolje. Kaže vam dobro tudi, če ste študent, posebej, če študirate s tujino ali ste kakorkoli z njo povezani, odnos do učitelja se bo izboljšal, precej bolje pa vam kaže tudi v odnosu do partnerja. Torej, če ste poročeni, če imate stalnega partnerja, tu so bile neke težave z vašim ali njegovim vrednostnim sistemom. Torej, vi ste razmišljali drugače kot on pa drugače kot vi in zdaj se bo to spremenilo, ker se boste lažje sporazumela, nekako boste lažje prišla skupaj, torej boste nekako, vaše razumevanje sveta in njegovo bo to nekako se zdaj uredilo in boste nekako skupaj prišla na isto točko. Torej, našla boste skupne točke, tako. Prej so bile pa precej težave. Isto velja pri odnosu z očetom, pa tudi za vse druge odnose. Ste tudi mogoče vi bili na eni strani, drugi na drugi strani, boste to zdaj lažje reševali. Boste našli neke skupne točke, tudi z drugimi ljudmi, ne samo s partnerjem. Torej, potem lahko ste tudi izgubili ugled na nek način, ker se bo pa tudi zdaj povrnilo, vas bojo ljudje bolj cenili in boste tudi zdaj bolj ugledni. Se vam pa bodo v prvi polovici meseca začele stvari zapletati na poslu, v službi ali pri statusu. Tukaj bo veliko nejasnosti, težav, ovir in zmedenosti. Želeli se boste organizirati, pa vam to ne bo uspevalo, se pa to precej izboljša v drugi polovici meseca, torej v prvi polovici pazljivo na poslu. Tudi če boste statuse urejali, to je glede kakšne preselitve ali kaj podobnega, pazite v prvi polovici, kasneje se stvari uredijo. Ker v poslovni statusu vas zagotovo čakajo neke spremembe, lahko zamenjave, selitve in če je možno, te spremembe izvedite v drugi polovici meseca, ko boste bolj organizirani, ko bodo stvari jasne, v prvi polovici pa lahko pričakujete zastoje, težave, ovire. Torej, to velja tako za službo, kot tudi za urejanje vašega osebnega statusa. Podobno velja za finance. Te bojo, torej finance vam bojo pritekale, ampak tukaj so nakazane tudi neke spremembe v prvi polovici, kasneje se tudi tukaj stvari uredijo in vas čakajo tudi boljši prihodki. V službi boste drugače bolj suvereni, odločni, samozavestnejši, neodvisni, tudi cilje boste kar dobro uresničevali in to že v prvi polovici meseca. Posebno bo pa za posel dobra druga polovica, ko boste v službi precej uspešni, ko lahko napredujete, se vam zviša plača. Drugače se pa v službi pazite samo kakšnih nejasnosti, nesporazumov, zmede, drugače boste pa kar uspešni. Pazite tudi na zdravje, glede tega boste morali biti bolj pazljivi in tudi boste neke zdravstvene težave urejali za nazaj. Lahko bi v tem času spremenili prehrano, se lotili neke diete, nekaj se vam bo tu zagotovo spremenilo. Bo pa slabšega zdravja tudi vaša mama in glede nje boste morali sprejeti neke vrste odločitev, neko novo odgovornost. Torej, ne glede na ali jo boste želeli ali ne, morali jo boste sprejeti. Morali se boste za nekaj odločiti v zvezi z mamo. In boste tudi za njo verjetno prisiljeni poskrbeti. Drugače pa to tudi dober čas za potovanje in to velja cel mesec. Torej, če želite osebno analizo, me lahko kontaktirate. Torej, osebno Jyotish analizo, torej lahko kontaktirate na info@orakelluci.si. Torej, spodaj bom prilepila v opis link za spletno stran, tudi tam me lahko kontaktirate in pa seveda tudi moj mail. No, pa smo že pri strelcih. Torej, če ste v ascendentu strelec, in imate luno ali sonce v strelcu. Torej,
Za vas bo ta mesec malo lažji, ker se vam bo dokončno razrešila vprašanja glede dedovanja, kakšnih zavarovalnih pogodb ali skupne lastnine s partnerjem, lahko pa tudi vprašanja glede vaše dediščine in zadeve povezane z vašo družino. Ker vse to ste morali do zdaj verjetno reševati, ste se temu težko izognili, prav tako je bilo v ospredju vaše zdravje, lahko kakšne kronične bolezni, rodila, ženske težave, prostata, če ste moški, hormoni, katere ste bili tudi prisiljeni urejati in se temu posvečati, in lahko, da ste se tudi umaknili od prijateljev, znancev, sodelavcev, lahko pa tudi, da ste se dokončno poslovili od neke osebe iz preteklosti. Zdaj boste končno lahko prejeli neke dobre novice, torej povezane z omenjenimi zadevami, dediščina, lahko jo tudi zdaj končno prejmete, zdravje, morate paziti skozi ves mesec, tudi finance bojo neke dobre novice, v ospredju bo pa tudi neko urejanje naložb za nazaj. Ampak vse to boste zdaj lažje urejali in boste končno zadihali. Se vam pa v tem mesecu lahko pojavijo težave pri izobraževanju, torej to posebej velja, če ste študent. V prvi polovici meseca se tu pojavijo lahko zastoji, nejasnosti, kar pa velja tudi, če ste dijak. Tudi vi boste čutili ta vpliv, težko se boste organizirali, težko skoncentrirali, želeli boste rešiti določene zadeve z preteklosti, lahko da imate še popravni izpit ali pa kaj drugega. To se vam bo zdelo zelo težko, prevladovalo bo zmeda, nesporazumi, kaos. Težko se boste organizirali in za te zadeve se bodo precej lažje reševale v drugi polovici meseca. Tukaj se boste znali bolj organizirati, urediti svoje zadeve. To velja tako za dijake kot študente ali pa pač za tiste, ki ste šli v neko izobraževanje. V prvi polovici pazite tudi v odnosu do učiteljev. Vaš vrednostni sistem bo takrat na preizkušnji. Bo pa na preizkušnji tudi vaš odnos s partnerjem, torej tudi odnosi so tukaj v ospredju, ker vi in partner boste imela drugačen pogled na življenje in zdelo se vam bo, da ste nerazumljeni od njega, lahko tudi v družini. Posebej bo kritična prva polovica meseca, partner vas ne bo razumel, vi ne njega, veliko bo nejasnosti, zmede, kar se tiče organizacije zadev vašega statusa, vprašanj povezanih s službo. Drugače pa sami boste pa v službi precej uspešni, prevzemali boste vodstvene funkcije in organizacijo, ampak bodite precej pazljivi v prvem delu meseca, ker bo na poslovnem področju lahko veliko kaosa, nesporazumov, zmede. To je posebej velja pri odnosu do poslovnih partnerjev. V drugi polovici meseca se pa to umakne in se zadeve precej bolj uredijo, vi boste bolj suvereni, odločni in drugi bodo končno sprejeli vaše vodstvo. In tako boste lahko v poslu, v službi lažje uresničili svoje cilje. In tudi nekaj dobrega se vam bo zgodilo v tem mesecu in se vam svetuje, da zagrabite svojo priložnost, ker se vam bo pojavilo nekaj zelo, zelo dobrega v poslovnem smislu in tukaj se vam svetuje, da to izkoristite. Torej, zagrabite vse priložnosti, ki se vam pojavijo. V tem mesecu vam zelo dobro kaže tudi v prihodkih, posebej, če ste povezani s tujino, zaprtimi ustanovami, duhovnim delom. Zdaj samskim se lahko vrne nekdo iz preteklosti, to bo za vas veliko presenečenje. Pazite pa posebej v prvi polovici meseca, bolj ugodna je pa druga polovica. Zdaj, če želite Jyotish analizo, me lahko kontaktirate na info@orakelc.si, drugače bom pa vse linke prilepila spodaj, torej tudi povezavo na spletno stran. No, zdaj smo pa pri kozorogih. Torej, če ste v ascendentu kozorog ali imate luno ali sonce v kozorogu, za vas bo pa ta mesec precej lažji, posebej, kar se tiče odnosov, ker se bojo tukaj stvari končno popravile, razjasnile. To velja tako za osebna kot poslovna partnerstva. Zdaj, če ste imeli kaj urejati v službi s poslovnim partnerji, se bo to uredilo. To pa seveda velja tudi, če ste poročeni. Zdaj vas čakajo boljši časi tudi tukaj. Energije se bodo namreč sprostile, vam bo lažje. To je tudi dober čas za samske. Zdaj lahko končno spoznate nekoga, ki nima nekih težav sam s sabo ali pa svojo preteklostjo, lahko je to tudi tujec. Je pa res, da bi se vam pa lahko pojavile neke težave s statusom, kar pomeni, da bo lahko ta partner
ali pa vaš partner na splošno lahko še vedno preveč odsoten, umaknjen, ali pa ne bo imel urejenega statusa, lahko bo imel tudi določene zaplete v službi ali pa neko spremembo v službi. Ta sprememba bi bila lahko tudi pozitivna. Tako da naj sprejme to spremembo. To je drugače za vas pa dober čas v poslu, v službi se vam bo zgodilo nekaj pozitivnega, neka zelo pozitivna sprememba. V domu morate biti pa previdni, posebej v prvi polovici meseca, posebej, če urejate kaj v domu, če ste deležni kakšnih sprememb, če prenavljate, ker se tukaj lahko pojavijo zastoji, zapleti, zmeda. Poleg tega morate pa paziti na zdravje vaše mame. Poleg tega lahko v tem času tudi potujete ali pa prejmete neko novico iz tujine. Potem v tem mesecu je nakazano tudi urejanje pravnih poslov, financ, pogodb, lahko skupne lastnine s partnerjem, lahko vprašanja dediščine in tudi tukaj se pazite posebej v prvi polovici meseca, v drugi polovici se zadeve uredijo. Torej, tukaj boste precej trčili v vaša prepričanja glede denarja in drugih ljudi. Torej, kako vi razmišljate, pa kako drugi ljudje razmišljajo glede denarja. Tukaj boste mogoče imeli neko krizo. Potem se pazite kakšnih nezakonitih finančnih poslov, transakcij, držite se svojega vrednostnega sistema in prepričanj, ker bo ta zamajana. V tem času se boste tudi spomnili nekoga, ki vas je učil, kaj je prav in kaj ne, in boste temu tudi sledili. To bo za vas izjemno pomembno v tem mesecu. Lahko tudi v tem času poplačate nek kredit ali pa uredite svoje stroške na nek način, kar bo za vas zelo pozitivno. Je pa res, da boste verjetno morali neke stroške poplačati za nazaj. In to se bo pač seveda uredilo. Drugače vam pa na splošno glede prihodkov kaže kar dobro. Bojo ostali prihodki, ampak bodite bolj pazljivi v prvi polovici meseca, ker se tudi lahko pojavijo glede denarja neki nesporazumi. Torej tukaj bo vaš vrednostni sistem glede denarja bo malo drugačen. Torej vaše razmišljanje o denarju bo drugačno, kot ga imajo drugi ljudje in tukaj bi lahko prišlo do kakšnih nesporazumov. V družini bodo še obveznosti za nazaj in tukaj bo tudi potrebna potrpežljivost. No, zdaj smo pa že pri vodnarju. Torej, če ste v ascendentu vodnar, imate luno ali sonce v vodnarju, potem za vas velja naslednja napoved. Torej, za vas bo ta mesec kar naporen bo pa bolj na začetku. Če imate še vedno kakšne pravne posle za urejati, če imate kakšne zadeve na sodišču, torej pravne nesporazume, težave, konflikte, se bo to kmalu popravilo, torej to bo precej boljše. Sicer boste še morali urejati neke pravne zadeve, ampak tukaj se bojo ovire umaknile in vam bo lažje. Tudi težave, ki ste jih imeli na poslu, ko ste morali določene zadeve urejati za nazaj ali pa zadeve povezane s sodelavci, lahko so bili kakšni konflikti z njimi, neke težave, ovire, celo sovražnosti. Tudi to se bo zdaj uredilo. Prav tako to velja za zdravje, imeli ste neke težave v preteklosti, ki ste bili jih prisiljeni reševati, tudi to bo zdaj bolje, ne glede na to, da se boste verjetno morali s tem še ukvarjati. Se pa bodo v prvi polovici meseca pojavljale težave v odnosih, tako osebnih kot poslovnih, lahko s partnerji, lahko mlajšimi brati, sestrami, sosedi, znanci. Tukaj bi lahko bilo veliko nejasnosti, nerazumevanja, konfliktov, kaosa. Posebej bodite pazljivi v komunikaciji. Vedno dobro razmislite, preden nekomu kaj rečete. Torej, za vas bo ta mesec mogoče bolje, če boste molčali, ker se boste izognili marsikateri težavi, ker bi lahko tudi trpel celo vaš ugled, tako na splošno kot v službi. Ker boste čutili, da vam nekateri ljudje niso naklonjeni, da so vam sovražni. Zdaj, če imate otroke, bi lahko bile celo težave z njimi. Tako da zelo pazite v komunikaciji. Bolj se vam svetuje molčečnost, kot pa pogovor. Ker bi lahko rekli nekomu nekaj, kar bi ga prizadelo, ali pa bi s tem ustvarili nek hud konflikt. Tako da pazite v komunikaciji.
Če so vas v preteklosti zakaj krivili, se bo ta mesec pa ta zadeva razrešila vam v prid, tako da glede tega bo pa precej bolje. In malo lažje vam bo v drugi polovici meseca, ko boste bolj vedeli, na čem ste. Je pa res, da boste še vedno morali urejati neke stvari za nazaj. Pogodbe, lahko pravne posle, zadeve povezane z dedovanjem, dediščino, zavarovani, tudi partnerjevim denarjem ali neko njegovo dediščino. Boste pa bolj obveščeni kot prej, torej bolj boste vedeli, na čem ste. V odnosih vam bo lažje, probleme boste reševali lažje. Če bi morali dobiti kakšen denar od partnerja, osebnega ali poslovnega, boste to zdaj končno prejeli. Torej, to se bo dobro rešilo za vas. Pazite pa na nepredvidljive zadeve, vozite pazljivo, drugače se tudi pazite. Torej, dvig osebno, pa tudi v odnosih, da ne boste padli v kakšne težave, kot sem že prej rekla, res pazite pri komunikaciji. Se pa boste cel mesec precej trudili, tudi da naredite stvari, ki bi jih morali že v preteklosti, pa vam to mogoče ni uspelo, zdaj vam pa bo uspelo. Imeli boste tudi več odgovornosti, tudi v družini, rešujte to postopoma in se bo vse uredilo. Torej, rešujte zadeve postopoma, pazite v komunikaciji, zadeve se bojo uredile in res boljša bo druga polovica meseca. V prvi polovici se pa pazite, da ne boste zašli v kakšne težje težave. Zdaj, če želite osebno analizo, me lahko kontaktirate, torej na info@orakelc.si, drugače bomo vse linke pripela spodaj, torej za mojo spletno stran, pa napisala bom tudi mail moj. No, zdaj pa še zadnje, ampak seveda zato vseeno zelo pomembne, ribice. Torej, če ste v ascendentu riba ali imate luno ali sonce v ribah. Torej, za vas bo pa ta mesec boljši, torej na področju kreativnosti, otrok, če jih imate ali si jih želite, tudi uspeha in znanja. Do zdaj ste imeli tu precejšnje zastoje, zdaj se pa energija tu sprošča in boste na teh področjih imeli precej boljše rezultate. Tudi naložbe se vam bodo bolj obrestovale kot prej. Zdaj, če boste želeli izvesti kakšne spremembe, tako pri mlajših bratih, sestrah, spletnih straneh, socialnem omrežju, pri krogu ljudi, ki so vam blizu, je to zelo dober čas za to. Bi se pa vam lahko v tem času povečal krog ljudi, ki vas spremlja, če ste na primer na socialnih omrežjih, ker bo po eni strani dobro, po drugi pa ne, lahko bi v tem času prejeli kakšne kritike. Nekateri ljudje namreč ne bodo dobro sprejeli vaših sporočil, zato pazite pri komunikaciji, torej kaj govorite, kaj sporočate drugim. Nekateri bi lahko zavrnili vaše ideje, vaš način razmišljanja, bili bi lahko jezi na vaša prepričanja in zato bodite posebej pazljivi v prvi polovici meseca. Pazljivi bodite tudi v domu, pri partnerjih, to velja tako osebne kot poslovne, tudi v odnosu do učiteljev, očeta, mame. Zdaj, pri partnerjih bi se v komunikaciji lahko pojavila neka jeza, nerazumevanje, konflikti, lahko v domu, lahko bi bilo to v povezavi z očetom, mamo. Posebej mama se v določenih zadevah ne bo razjasnila, ker bi jih lahko, torej vaše partnerje, pojezilo. Ta jeza bi se lahko prenesla tudi na vas. Zato bodite pazljivi, torej glede tega, to velja, torej glede njihove mame ali pa vaše, torej če boste imeli neke stvari skupne za urejati, bi tukaj lahko prišlo do kakšnih konfliktov. Torej povezavi z vašim partnerjem pa njegovo mamo ali pa z vašim partnerjem pa vašo mamo, torej oboje je možno. Tako da tukaj pazite. Sami boste imeli občutek, da vas nihče ne ceni, posebej v družini, domu in to bi vas tudi lahko pojezilo. In pazite res v odnosu do družine, da ne boste preveč sovražni do njih. Torej, komunicirajte jasno, odločno, kaj želite, kaj zahtevate in bo precej lažje. Podprite družino, družina je pomembna, čeprav mogoče boste vedeli, da nimajo prav, se poskušajte z njimi pogovoriti razumno in mirno. Torej, ne svetuje se vam nekega egoizma v tem času. Vaša mama bi lahko imela neke zdravstvene težave, torej s kožo, prsmi, tudi glavo, rodili, pritiskom. Pazite tudi glede tega. Mogoče mama neke stvari ni rešila v preteklosti, pa jih bo zdaj morala. Pri partnerju ne boste imeli neke prave podpore v prvi polovici meseca, posebej ne. Imel bo tudi občutek, da ga ne razumete, zato v komunikaciji bodite res pazljivi.
Tudi partner bo imel težave pri organizaciji, čiščenju, mogoče kakšne navlake v domu ali pa v povezavi z njegovim poslom, in bo zato nejevoljen in bo najbolje, da ga kar pustite pri miru. Ker drugo polovico meseca bojo pa stvari stekle, njemu bojo stekle, vam, mir in red se bosta povrnila in tudi boste bolj zadovoljni v domu. Tudi vaša komunikacija bo boljša, uspešno boste uredili vse pravne posle, če imate na primer kakšne, tudi zadeve z zdravjem, komunikacija s sodelavci se bo izboljšala, nasplošno tudi v poslu bo lažje. V službi boste pa sicer morali cel mesec urejati neke zadeve za nazaj, ampak vam bo precej lažje. Res ta mesec pazite v govoru, to je cel mesec. Imeli boste cel mesec dobre prihodke, premoženje se vam konstantno bo večalo, ampak tudi stroški bojo kar veliki. Ampak zelo pomembno za riba je, torej, da čas večjih pritiskov in dela, ki ste ga imeli, vlaganje v otroke, v znanje, v uspeh, tudi ljubezen in pa nenadne spremembe, torej pri vas še so vse neki gor, dol, to je mimo. In zato vam bo precej lažje. Torej, vi ste imeli zelo naporno zimo, tudi pomlad, mogoče tudi to poletje še, zdaj se bo pa to malo umirilo. Zdaj, če ribice želite osebno Jyotish analizo, me lahko kontaktirate na info@orakelluci.si. Vse linke bom drugače prilepila spodaj v opis, tudi za mojo spletno stran in si tam tudi lahko pogledate še mojo ponudbo. Tako da to je to. Zdaj pa vse, torej lepo pozdravljam, torej vsa znamenja in vam želim lep dan še naprej.